Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Poletje se poslavlja, smo na pragu jeseni in novega šolskega leta. V tokratni oddaji pa bi vas posebej opozorili na aktualni pogovor z županom dr. Ivanom Žagarjem. Rubrika Aktualno prinaša pogovor z županom dr. Ivanom Žagarjem. Kljub dopustniškemu času je v naši občini živahno. Končani sta dve pomembni naložbi, nekatere se začenjajo. Začenja se tudi razprava o financiranju občin. V ta namen je z nami dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Začniva z najbolj aktualnim dogajanjem. Slišali smo informacije, da se izgradnja druge etape zahodne obvoznice odmika. Pretekli konec tedna ste se srečali z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek. Kaj vam je povedala? Ja, zdaj kar zadeva, izgradnja obvoznice te druge etape, treba povedati, da je ta investicija praktično v celoti jo vodi direkcija, torej je na plečih države. Mi seveda sodelujemo, predvsem da pomagamo pri pridobivanju tudi zemljišč. Zdaj, kar se tiče same dokumentacije, so projekti v celoti izdelani, tako da je tudi vse že pripravljeno za vložitev za gradbeno dovoljenje. Res pa je, da ni v zadostni meri načrtovana v tem državnem proračunu. Tako da petek, ko je bila ministrica pri nas, bila je sicer na objektu te ceste proti Jurgovemu, torej na Roglo, in je bil namen tega obiska sicer to, ampak jaz sem seveda ministrico tudi pozoril na to, da je pač treba v tem oziroma naslednjih dveh proračunih za naslednje leti zagotoviti ta sredstva. Mislim pa, da bo potrebno še na to dodatno opozoriti, verjetno tudi z strani Impola in ne samo ministrice za infrastrukturo, ampak spomniti tudi ostale ministre, ker če se malo spomnimo nazaj, v Impolu so, če gledamo aktualno koalicijo, bili praktično iz vseh strank predsedniki vlad, ne vem kaj še vse, in so zagotavljali, da bo to realizirano. Je pa to seveda nujno, in na to sem tudi ministrico opozoril, da gre pravzaprav za investicijo, ki omogoča nadaljnji razvoj Impola, posebej še, če govorimo seveda o teh projektih, ki jih Impol zdaj naročuje o finalizaciji izdelkov. Gre seveda za prometni del in seveda gre tudi za infrastrukturni del. Tako da ministrica je bila opozorjena, zdaj dokončno nismo ničesar dorekla, ampak jaz verjamem, da je in upam, da je razumela to sporočilo. Zdaj, če je lahko vlada, zdaj pa govorim se o vladi širše, se zelo angažirala pri nekaterih drugih investicijah, potem jaz verjamem, da se bo tako angažirala tudi v primeru Slovenske Bistrice. Torej, lahko pričakujemo, da časovnica izgradnje ostaja nespremenjena? Zdaj, če bi gledali seveda sporazum, ki smo ga takrat podpisali, trije partnerji, torej takratni minister, Impol in pa tudi mi kot občina, potem se tako ali tako že zamuja, kar nekaj zapletov je bilo pri projektiranju, pri pridobivanju zemljišč. Tukaj se vedno rado zaplete in ti postopki vedno dlje trajajo. Zdaj so seveda stvari pripeljane do te mere, da je vse, kar se tega papirnega dela, vse pripravljeno. Tako da jaz upam, da bojo se držali teh dogovorov in da bo recimo konec letošnjega leta oziroma v naslednjem letu objavljen tudi razpis. Pozneje, kot je bilo načrtovano, se je začela obnova Tomšičeve ulice. Zakaj so se dela začela šele pred kratkim? Kakšen je novi rok za zaključek investicije? Zdaj, kar zadeva Tomšičevo, so se dela pričela v skladu z podpisano pogodbo. Mislim, da je, pa predvidevam, da so bile določene težave na strani izvajalcev, seveda mi vztrajamo na tistih rokih in tistih določilih, ki so v pogodbi zapisana. Zdaj, na teh delovnih sestankih je bilo dogovorjeno, da bo seveda izvajalec stvari pospešil. Jaz upam, da bo res tako, da ne bo potrebno razdirati pogodbe, ker potem bo bistveno več zapletov.
Tako da zamude sigurno bodo, to je popolnoma jasno, ampak jaz seveda upam, da bodo stvari realizirane še v letošnjem letu. Seveda pa se bomo mi pogodbe in določil absolutno držali. Zato pa veseli dejstvo, da bo novi vrtec v Ozki ulici že prihodnji teden sprejel prve otroke. Tako boste zagotovili zares dobre pogoje za predšolsko vzgojo v mestu. Ja, z odprtjem tega vrtca, dokončanjem investicije v Laporju, ki tudi poteka v tem trenutku in še eno manjšo investicijo imamo pred sabo na Keblu, tudi tam gre za dograditev tistega vrtca, bo praktično za celotno območje občine v tem trenutku postavljene za dovolj kapacitet za pač potrebe predšolske vzgoje. Zdaj, če bo vse prihodnje potrebno na eventualno pozitivno demografijo, te pač dopolnice bodo sigurno dopolnjevale. Mislim pa, da smo s tem postavili standarde zelo visoko. Jaz kar menim, da se malo katera okolja v Sloveniji lahko na nek način pohvalijo z takšnim standardom, kar se tiče prostorskih možnosti. Velika pridobitev za zaposlene in paciente je tudi dokončanje nadzidave zdravstvenega doma. Kaj vse bo na voljo v novih prostorih? Ja, tudi ta investicija je končana, gre se za ta center življenja, ki je zdravega življenja. To je en del tega, drugi del tega so tudi nekatere določene dodatne prostorske širitve za ostale potrebe. Verjamem, da bo tudi, kar se tiče tega našega satelitskega urgentnega centra, se sprostilo kaj prostora, da bodo stvari lažje delovale. Tako da za to investicijo seveda se pričakuje, da bo pač zdravstvena oskrba na tej primarni ravni naredila en korak naprej. Ministrstvo za javno upravo je napovedalo, da bodo občine v prihodnje lažje zadihale. Septembra se bodo začele nove razprave o višini povprečnine. Kakšna bi po vašem mnenju morala biti formula za izračun povprečnine? Zdaj, občine, glede na to, da ta razprava že poteka, in tako kot v tem trenutku stvari stojijo zaenkrat, nič ne dihajo lažje. Tudi tisto, kar je bilo postorjeno, še enkrat je treba na to opozoriti, zato ker so pričakovanja ljudi zelo velika glede na informacije, ki prihajajo. Res je, da je bila povprečnina za te 22 evrov povečana, ampak zaradi pogajanj z sindikati ta povečanje, vsaj v našem primeru, ni pokril niti tega stroška. Tako da realno, za potrebe investicij in razvoja se je celo nekoliko zmanjšalo. Zdaj, kar se tiče formule, ta diskusija je bila tudi odprta, vendar jaz upam, da do te spremembe ne bo prišlo vsaj ne na tak način. Gre za to, da formula na relativno enostaven način pokriva potrebe občin. Res je, da so se stvari od takrat verjetno nekoliko spremenile, da bi bile kakšne korekcije upravičene, vendar bi bilo v tem primeru potrebno pač narediti eno konkretno analizo, ampak seveda na način, da se postavijo na posameznih segmentih neki normativi povprečja za recimo upravo, toliko za predšolsko vzgojo, toliko nenazadnje tudi za amortizacijo pri vzdrževanju cest, bi bilo treba stvari postaviti koliko, potem pa se naj občine same znotraj tega obnašajo racionalno ali pa tudi neracionalno. Naša občina, kar se uprave tiče, je zelo racionalna, ne moramo pa pristati, jaz osebno ne morem pristati na to, da če v nekem okolju imajo pač zaposlene toliko, kot jih imajo, zdaj pa seveda so šle plače, zdaj pa treba to kar pokriti. To za mene ne pije vode in tudi mimo avtonomije. Res pa je, da predvsem velike občine mestne na tak način na to pritiska. Zdaj, po moje informacije, do spremembe formule ne bo prišlo, bistven del problema pa tako ali tako ni v formuli. Bistven del problema je v tem, da je v času te krize bil izpad 25% sistemsko sredstev za razvoj in najprej bi bilo treba ta del pokorigirati, potem se pa ukvarjati s formulo. Jaz upam, da bodo pogajanja oziroma dogovori šli v tej smeri, zdaj, ko bo pač treba doreči novo povprečnino. In lahko pa seveda so stvari, pa se lahko pa stvari seveda kar po moje tudi rahlo zapletejo, glede na informacije, ki prihajajo tudi pri nas, v smislu ohlajanja gospodarstva in seveda to pomeni potem tudi vpliv na državni proračun, posledično pa seveda na vse blagajne, tudi na občinsko.
Aktualni predlog pokrajinske zakonodaje je dodobra razburkal slovensko javnost. Po tem predlogu bi štajerske občine razdelili celo med 5 pokrajin. Kako ocenjujete ta predlog? Zdaj, ta zemljevid, ki je bil narejen, vsaj po mojem vedenju, je bilo neko izhodišče, ki je pravzaprav bilo postavljeno za razpravo. In jaz mislim, da ta delitev niti ni aktualna več v tem trenutku. Zgodilo se je spet to, kar se pravzaprav ne bi smelo zgoditi, da se mi pogovarjamo o zemljevidu, ne pa pogovarjamo se o imenih, pa o tem, kar je sicer pomembno iz zgodovinskega, pa vseh ostalih okvirov, vendar pa ni to tisto, kar bi moralo biti primarno. Primarno mora biti vsebina, kar pomeni, da treba določiti naloge skupaj s finančnimi sredstvi, skupaj s kadri, ki jih je treba prenesti na pokrajine. Če mene vprašate, je ustanovitev pokrajin iz razvojnega vidika nujna, izjemno potrebna. O tem govorijo vsi kazalci, tudi zdaj, ko se pogovarjamo za novo finančno perspektivo, se razlike v razvoju v Sloveniji seveda samo povečuje. Pa ne samo skozi bruto produkt, ampak tudi skozi vse ostale kazalce. En tak primer je obdelal, mislim, da Večer, kjer so navedli tam 15 kazalcev, vsi so kazali, da se razlike samo povečujejo. To pomeni seveda, to ne pomeni, da so težave samo na relaciji vzhod-zahod, pomeni seveda tudi na zahodnem delu težave, recimo center pa Primorska v primerjavi z Goriško in Gorenjsko. Tako da iz tega naslova absolutno, vendar bi po moje ob tem bilo potrebno še nekatere druge stvari postoriti. Tudi kar zadeva občin bi bilo potrebno po moje pregledati z vidika avtonomije, naloge, ki jih občine pokrivajo. Jaz sem prepričan, da bi po evropskem vzorcu recimo področje gradbene zakonodaje, se pravi podelitve gradbenih dovoljenj, nujno bilo treba postaviti ali pa prenesti na občine, pa še na katerih drugih področjih bilo mogoče kaj treba pogledati. Prej zato, da bi pri nas ne bi dobro sodelovali, ampak gre za nek sistemski ukrep, ki bi stvari drugače postavil. Jaz mislim, da bi recimo sprejemanje prostorskega načrta, ki ga zdaj mi že sprejemamo 10 let, pa imamo 4 težave, se bistveno skrajšalo. Je pa res, da lahko seveda pokrajine, če bo projekt napačno zastavljen, pa če bo šel po poti podobni, kot je na občinski ravni, pomeni tudi določene pasti. Zelo se je treba bati, če mene vprašate, pokrajinskih centralizmov, so lahko ravno tako nevarni, kot je ta centralizem, ki ga imamo zdaj pri nas. Tako da ta zemljevid, kot je bil aktualno postavljen, je bil v tem smislu tudi postavljen, da recimo center ne prevlada avtomatsko nad ostalim delom. In seveda so pasti povezane tudi z širjenjem administracije in še čem, tudi z nekimi dodatnimi zapleti. Tukaj mora iti projekt na način, da stvari poenostavlja, ne pa dodatno komplicira. Zdaj, kar zadeva števila pokrajin, če mene vprašate, jaz mislim, da je smiselno tam govoriti nekje o 8 oziroma 9 pokrajinah, če upoštevamo seveda poleg razvojne še vse ostale vidike, tudi kulturnega, nacionalnega, če hočete, ker brez 9 pokrajin ni mogoče ustanoviti Koroške. In Koroško pa jaz mislim, da se mi ne smemo dovoliti, da je ne bi imeli. Zdaj, kar se pa Štajerske tiče, je vprašanje, ali je smiselno govoriti o Štajerske, zato ker na neko zgodovinsko preteklost bi bila to prevelika dimenzija in že danes vemo, da recimo na območju Štajerske imate vsaj 2, pa če gledamo kako drugo delite, recimo 2 škofiji. Drugo pa je seveda preveliko drobljenje. Zdaj, zadrega je še pa ta, da imamo mi v tem trenutku 12 statističnih razvojnih regij, ki se recimo z temi 8-9 ujemajo, vendar bi bilo potrebno število pač zmanjšati za 3 ta območja, za Savsko, Posavje in pa Notranjsko, ker pa seveda zdaj že 20 let to je, 20 let se že to pri nas uporablja, verjetno tega ni tako enostavno spremeniti. Druga zadrega, ki je pa vezana na seveda zemljevid, je pa seveda to, da imate vi v Podravju pri nas in v Savinjski 2 mestni občini. In vemo, da so bile vedno te težnje Ptuja, da se loči od Maribora. Zdaj, to število, tam recimo med 8 pa 11, pa 12, če hočete tudi 13, je tudi število, ki je primerljivo za evropski
nivo. Ne. Ljudje, ko se pogovarjajo o tem, se veliko krat pogovarjajo preveč emocionalno, preveč pa nastavljajo stvari in se ne poglobijo v to, zakaj je potrebno pokrajine pravzaprav ustanoviti. Mi rabimo zaradi razvoja, rabimo zaradi tega, da se v našem okolju sami o tem odločamo. Danes imate vi recimo vprašanje projektov letališča Maribor, ker vemo, kakšna zgodba je, recimo tretja razvojna os, to so tipični pokrajinski projekti, če je pokrajine bile, sem prepričan, da bi stvari hitreje tekle, ker ne nazadnje ne, bi okolje podobno kot zdaj na občinah samo prevzela odgovornost. Ne gre za to, da dobiš samo priložnost za nek razvoj, ampak tudi, da prevzameš odgovornost za te zadeve. In z razvojnega vidika pa zato posebej v našem okolju, mi smo danes v situaciji, ko nam tehnična inteligenca odhaja preko meje v Avstrijo, vemo, da je pomanjkanje tovrstnega kadra, po drugi strani imamo selitev, dnevno migracijo, če hočete, v Ljubljano ostalega dela. Ne. Kar pomeni, da bi z pokrajino en del tudi nekih mehkih vsebin, ki so nujne, administrativno tako bile prenešene širom po Sloveniji in zagotovila neka dodatna delovna mesta na dovolj visokem nivoju za širšo populacijo. Zdaj pa situacija približno taka, da se nam v tem trenutku še vedno je Slovenija ima eno veliko prednost, še vedno vprašate, da je pač poseljena zelo dobro, problem so pa trendi. Ne. Trendi so pa taki, da imate smo priča selitvi naroda, ne. Jaz temu rečem, vsako jutro imate iz 3 kolon v Ljubljano, zato ker so se vse službe praktično tam koncentrirale, ne. Tudi to. Ne. Ampak gre pa torej ta razvojni vidik. In še ena stvar je, če mene vprašate, ne brez nekega sistemskega pristopa, ne brez nekega konkretnega ukrepa, se ne bo na tem segmentu nič zgodilo, kvečevo se bodo stvari samo še slabšale. In če gledam jaz tudi področje občine so bile stavljene, bile so naloge podeljene, ampak od takrat do danes v bistvu se samo stvari zapletajo, manjša se avtonomija, ne. Če pa zdaj se vrnemo na predšolsko vzgojo, ko smo že prej govorili o prostorskih zadevah, ki jih tudi pri nas rešujemo, tam so zelo jasno postavljeni normativi in ti pol kvadratnega metra, če si izven normativa, v bistvu preprečuje ali pa zahteva ustanovitev novega vrtca, kar so popolne neumnosti. Ne. In ni nobene avtonomije, da ne govorimo, recimo, ko smo se že pogovarjali o zdravstvu, tudi tam nimamo, gledajte, mi praktično nobene avtonomije, razen to, da moramo financirati investicijo, ne, tisto pa je. No, govorimo o tem, ne, da pač so neki premiki potrebni, pokrajine za razvoj so nujno potrebne, ne, vendar se lahko strinjam, da so zadnji pasti, na katere pa treba biti pozorni. Gospod župan, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam. V lokalnih novicah o blagoslovu prenovljene okolice cerkve svetega Jerneja. V Slovenski Bistrici so v nedeljo 25. avgusta obhajali slovesnost farnega zavetnika svetega Jerneja. Glavna slovesnost je bila pri sveti maši v cerkvi svetega Jerneja, ki jo je vodil Alojz Cvikl, mariborski nadškof. Hkrati so blagoslovili tudi prenovo okolice cerkve, obnovljeni križ in asfaltirano parkirišče. Odprli so tudi prenovljeno Jernejevo pot z novimi informativnimi tablami ob vseh sakralnih objektih. Na informativnih tablah je na kratko predstavljena zgodovina vsake cerkve, imajo pa tudi QR kodo s povezavo do spletne strani, na kateri so informacije tudi v angleškem in nemškem jeziku. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so od 19. do 26. avgusta obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 2 kaznivi dejanji velike tatvine, 3 kazniva dejanja tatvine, kaznivo dejanje zatajitve, kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini in kaznivo dejanje mučenja živali. Pragersko. Neznani storilec je storil kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in s tem lastnika oškodoval za 400 evrov. Gabernik. Neznani storilec je vlomil v osebno vozilo in s tem lastnika oškodoval za 3000 evrov.
Policisti so bili obveščeni o 12 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 4 prometne nesreče kot prekršek in 1 kot kaznivo dejanje. V 3 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. V 4 primerih pa so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 4 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo tudi 63 plačilnih nalogov in začasno odzeta 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 8 intervencij, od tega 5 intervencij v zasebnih prostorih in 3 intervencije na javnem kraju. V 2 primerih so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v 3 primerih bodo zadevo zaključili s kazensko ovadbo, v ostalih primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Društvo za spodbujanje aktivnega življenja Aktivni smo iz Druž je v soboto 24. avgusta organiziralo tekmovanje Pohorje Ultra Trail, ki je nadaljevanje uspešne zgodbe trail maratona Pohorje. V okviru prireditve so izvedli tudi prvo državno prvenstvo v trail teku. Letos je ena izmed 4 različno zahtevnih tras potekala tudi na območju občine Slovenska Bistrica. Start 35 km dolge proge s 1570 metri vzpona je bil pri tenis centru Vintgar Kuki. Udeležence je pozdravil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Skupaj je nastopilo 150 tekmovalcev in tekmovalk. Pri moških je zmagal Aljoša Smolnikar s časom 3 ure 29 minut in 45 sekund. Drugi je bil Simon Strnad, tretji pa Primož Zupan. Pri ženskah je bila najhitrejša Kiti Pozzos. Drugo mesto je osvojila Urška Šipec, tretje pa je bila Romana Mali. Športno društvo Tinje Koštrun je v nedeljo 25. avgusta uspešno izvedlo že 14. kolesarski vzpon na Tri kralje. Tradicionalne prireditve se je udeležilo 324 kolesarjev in 55 pohodnikov. Vzdušje je bilo super, ob progi smo videli veliko nasmejanih in glasnih navijačev. Vreme je bilo pravo za kolesarjenje, ni bilo ne prevroče, ne premrzlo. Veseli tudi dejstvo, da se je prireditev končala brez poškodb in drugih incidentov. Najhitrejši je bil Matej Lovše, ki je za 15,5 km dolgo progo z 880 višinskimi metri razlike potreboval 38 minut in 31 sekund. Drugo mesto je osvojil Marjan Javk, tretji pa je bil Davorin Frim. Izmed članov športnega društva Tinja Koštruni se je najbolje izkazal Matej Kangler, ki je osvojil 10. mesto, Igor Rožan pa je bil 12. V ženski konkurenci je zmagala Špela Škrajner pred Tajdo Glamočak in Matejo Adam. Izkazala se je tudi domačinka, odlična triatlonka Mojca Mijovič s 4. mestom. Med prvih 10 so se uvrstile 3 članice športnega društva Tinja Koštruni. Špela Kvas je bila 5., Vesna Blažič 8. in Andreja Poznič 10. Start je bil pred tovarno Impol v Slovenski Bistrici na nadmorski višini 300 metrov, cilj pa pred penzionom Jakec Trije kralji na nadmorski višini 1180 metrov. Na Trgu Svobode v Mariboru so v torek 27. avgusta pripravili sprejem za svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja. 22-letnega šampiona iz Pečk pri Makolah je pozdravilo več tisoč navijačev. Špalir mu je pripravil tudi motoklub Grofi Atemsi Slovenske Bistrice, katerega častni član je Tim Gajser. Trdo sem delal, dal vse in res sem vesel, da se je ves trdi trud poplačal in tudi vi neverjetni ste, sploh v Imoli, danes tu v Arkoti na Češkem, res vse posod me spremljate vse slovenske voznike in res globoko iz srca hvala vsem in cenim to. Gajser je pred slabima 2 tednoma po letu 2016 še drugič postal svetovni prvak v elitnem razredu motokrosa MXGP. V letošnji sezoni je dobil kar 9 od 16 dirk,
Do konca sezone pa sta še 2 preizkušnji. Za konec uradnega sprejema so organizatorji Gajserja presenetili z eno njegovih najljubših glasbenih skupin Mi2. In s tem tudi zaključujemo tokratno redno tedensko informativno reportažno oddajo Bistriški tednik. Nasvidenje do prihodnjič in ne pozabite, v ponedeljek je prvi šolski dan, zato previdno za volanom in tudi sicer. Srečno!